konferenci, na kateri bom predstavil priporočila, ki jih v zvezi z migrantsko problematiko dajemo kot poslanska skupina SDS Vladi Republike Slovenije in je to predlog sklepov za Državni zbor. Vsi veste, da se je začelo dogajati v Sloveniji nekaj, kar se v normalni državi pravzaprav sploh ne bi moglo zgoditi. To se pravi, dejstvo je, da en delavec, ki dela cel dan, gara za trakom ali pa nekje dela v podjetju, dobi za plačo 500-600 evrov, približno toliko vzame še država. Nekdo, ki je 40 let garal za trakom, ima 500 evrov približno penzije. Nekdo, ki pa pride v to državo nelegalno, to se pravi kriminalec, ilegalec, on dobi pa 2000 evrov iz proračuna na mesec. Če smo precizni, 1963 evrov. To ni ugotovitev poslanske skupine SDS, to je ugotovitev Računskega sodišča Republike Slovenije. Tako da, če kdo, recimo, kot je zadnjič gospod Cerar, trdi drugače, seveda je treba vprašati, zakaj naklepno zavaja. Namreč, zakaj gre? Razdeljeni so stroški v tem poročilu, precizno pove, da 380 evrov pride iz evropskega denarja, vse ostalo, to se pravi več kot 1500 evrov, plača neposredno slovenski davkoplačevalec. In seveda, ker slovenski davkoplačevalec pošilja tudi denar v evropski proračun, je jasno, da gre samo za financiranje migrantov okoli ovinka. 1963 evrov je ogromno denarja. Toliko dobi samo kakšen predsednik Zveze borcev ali pa kaj podobnega svoje penzije, navadni smrtniki o tem, kot penzionisti lahko samo sanjajo. Ko gre za zaposlene, kaj to pomeni? Če navadnemu zaposlenemu država pobilico pobere, imamo najdražje delo na svetu, to pomeni, da 3 slovenski zaposleni delajo za enega ilegalnega migranta na mesec. Oprostite, nekdo je nor v tej državi. To ne samo, da je popolnoma politično nesprejemljivo, je nesocialno, je asocialno, zgrešeno v temeljih, ampak trdim, da je tudi očitno protiustavno. Kajti Ustava Republike Slovenije jasno pove v svojem 2. členu. Slovenija je pravna in socialna država. In še v nekaterih členih naprej razpira, kaj vse ima državljanka ali državljan pravico in kako Ustava, ki zavezuje vse in vsakogar, mora funkcionirati. Nekdo je to postavil na glavo. Nekdo, ki tej državi plačuje davke, mu ostane tretjino toliko denarja kot tisti, ki pride noter ilegalno, se razglasi za karkoli že in vsaj dokler traja postopek, vsak mesec dobi 3-krat toliko denarja kot navaden državljan. 3-krat do 4-krat več denarja kot nekdo, ki je 40 let garal, plačeval v proračun, plačeval v davčno blagajno, plačeval v penzijsko blagajno. To, oprostite, ni socialna država. To je neustavno, očitno neustavno. In potem še nadaljnji strel v koleno. Veste, da je Vlada Republike Slovenije zdajle s velikim pompom sprejemala zakon o omejitvi migrantov, če bi prišlo do nekega večjega toka. Zdaj, veste, ta zakon je nekaj takega, kot smo mi predlagali pred letom in pol in takrat bi to bilo dejansko veliko vredno. Danes je to predvsem PR. Zaradi tega, ker je bil pač izvoljen Trump, ker je očitno, da se spreminja razmerje političnih sil v celotni Evropski uniji, se je tudi vlada poskušala malo zavihteti na pač tega konja. In očitno gospod Brglez tega mimogrede ni razumel, pa je zato nastal en manjši prepir, ampak to se veste, to je tisto, ko se znotraj ene familije na koncu vsi tako in tako pomenijo, pa je na koncu stvar jasna, kako je. Zdaj, kar se tiče trditev, da je, še tole moramo upozoriti, trditev predsednika vlade, torej Mira Cerarja, da ne bi migrant stal samo 360 evrov, je to seveda grobo zavajanje. Še več,
A verjamete, da če bi nekdo v bankah in za bankirje, ben nima kakšne prav posebno lepega izraza v tej državi, tako ravnal, da bi šel krepko sedeti ali pa bi vsaj fejst kazen plačal. Ker gre za grobo zavajanje. Veste, to je približno tako, kot bi nekdo v banki rekel, da je 360 evrov posojila, to se pravi, to je 360 evrov in pika. Zamolčal pa bi, da najem posojila stane toliko, pa da je zavarovanje posojila stane toliko in na koncu bi prišel na 1963 evrov, ki bi jih v resnici plačal tisti, ki bi najel posojilo. Bankir, ki bi zavajal, da je to samo 360 evrov, bi šel za tako kozlarijo sedeti, banka bi pa plačala fejst kazen. Gospod Cerar pa se spreneveda, pravi, pač nastanitev in oskrba stane tam 360, vse ostalo to pa ne obstaja. Čakajte, nove zaposlitve so zaradi migrantov, stroški so zaradi migrantov, vse, kar se jim daje, je zaradi migrantov in daje se jim ogromno. Zato sem prej rekel, da gre za strel v koleno. Vlada Republike Slovenije si je še kaj dovolila. Ob tem, ko se gre ta PR s tem zakonom, je dala hkrati ven razpis za stanovanja za migrante, za opremo, ki je oprema, ki je polovica slovenskih družin preprosto nima doma. To vsem jasno. Steklo-keramične plošče, LED televizor in to z gibljivo roko, posebej predpisano, usnjeni sedeži in tako dalje in tako naprej. Polovica slovenskih družin zanesljivo tega nima. Še marsikateri od poslancev tega nima. Ampak za migrante to pa vse. Oprostite, dokler nekdo v posilnici umira od mraza, dokler imajo primere podhladitev v slovenskih bolnišnicah, ker ljudje nimajo denarja, da bi si plačali v takem mrazu za tisto nujno ogrevanje, nima ta vlada teoretično nobene pravice, da daje tak razpis. In da to svinarija brez primere. In se nekdo ne zgovarja na tisto slavno, da ni še vsaka velika svinjarija tudi kriminal. To ni socialno, to je asocialno. Najprej je treba pomagati svojim. Dokler ima Slovenija svoje probleme, dokler slovenske državljanke in državljani nimajo vsega tega, kar hoče vlada zašenkdati migrantom, je to nedopustno, kar se dogaja. Je to asocialno, pa še noro zraven, pa še strel v koleno. Veste zakaj? Migranti niti slučajno niso neka amorfna množica, ampak so organizirane enote. To vsi veste. Te enote imajo voditelje in so povezani med seboj. Tudi ko pridejo na cilj, so še vedno povezani med seboj. Neposredno preko telefonov, preko svojih voditeljev in posredno preko socialnih omrežij. In da se tukaj daje enorm luksus migrantom, ilegalcem, v Sloveniji strani vlade Republike Slovenije, se bo izvedelo. In Slovenija bo zato postala ciljna država. Ne bo več samo tranzitna država, kar je reševalo do zdaj vlado in se vlada s tem prsila. Ko so vprašali migranta, se kdo še spomni tega, ko so ga, zakaj ne bi ostal v Sloveniji, ki je tako lepo. Je rekel, joj, Stalin, Lenin, fuj, rdeča zvezda, gremo naprej. To je pa realno stanje. Očitno včasih tujini več vedo o vladi, kakršne v Sloveniji, kot pa Slovenke in Slovenci sami. Ampak očitno ta vlada za migrante vse, za lastne državljane pa nima in zmanjkuje. A veste, da ko je vlada dala prvi razpis za nastanitve za migrante, v istem tednu so bili na internetu, na Facebooku objavljeni dokumenti, ki so govorili dvoje primera. V dveh primerih, v prvem, so mater samohranilko, ki je izgubila službo, njen tipi pa ni plačeval preživnine, s 3 otroki postavili na cesto. Slovensko državljanko s 3 otroki so postavili na cesto. V istem tednu, ko je vlada Republike Slovenije razpisovala proste kapacitete za najem za migrante. Še huje. Bil je primer objavljen z dokumenti, ko so rubelj in postavili pred vrata nekomu, ki je zbolel za krvnim rakom. In rubelj so mu celo nekatere medicinske aparate. Dvomim, da je bilo to zakonito, ampak zgodilo se je. In ni mi znano, da bi kdorkoli strani vlade Republike Slovenije ukrepal. In dokler
ni zadnji tak primer rešen, nima vlada kaj dajati komurkoli drugemu, še najmanj pa nekomu, ki pride v državo ilegalno. In še najmanj v taki količini, da je to kot v posmeh vsem, ki se borijo, se trudijo s svojim delom, da preživijo iz dneva v dan, ali pa komaj preživljajo s tisto penzijo, za katero so pustili svoje življenje in zdravje v nekem slovenskem podjetju. Zato priporočamo vladi Republike Slovenije, da dosledno spoštuje ustavna načela ter izvaja ukrepe iz svoje pristojnosti izključno tako, da najprej in v celoti rešuje socialne probleme državljank in državljanov Republike Slovenije, ter da v nobenem primeru ne bodo ilegalni migranti oziroma azilanti v privilegiranem položaju glede na položaj državljank in državljanov Republike Slovenije. To je ključno priporočilo, ki ga dajemo vladi, priporočilo, ki bi moralo biti samoumevno, priporočilo, ki je edino ustavno, priporočilo, s katerim sem trdno prepričan, se vsakdo strinja, vsak državljanka in državljan, ne glede na to, a je levo orientiran, desno ali kakorkoli že, ker je to edino razumno. Bomo pa videli, ali bo vladajoča koalicija pripravljena tako priporočilo tudi podpreti. To bo pa trenutek resnice.